Na omenjenem oddelku na Zaloški v Ljubljani operirajo izjemno težke poškodbe obraza in obraznega skeleta, pa tumorje ustne in nosne votline, našteva predsednik razširjenega strokovnega kolegija za maksilofacialno in oralno kirurgijo. Na oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo dela trenutno 11 specialistov, 6 hišnih in 2 tuja specializanta ter en sobni zdravnik. A to se bo, kot kaže, že kmalu spremenilo. Po mojih informacijah boste naslednji teden dala odpoved 2, to je 1. decembra, potem še 2 10. decembra in potem po novem letu še ena kolegica, to je 5 kirurgov. Še 2 naj bi bila pred upokojitvijo. V Združenju za maksilofacialno in oralno kirurgijo poudarjajo, da gre za vrhunske strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem, ki jih v naslednjih 10 letih ni mogoče nadomestiti. In kaj bo to pomenilo za paciente? Pol manj ljudi pač naredi pol manj dela, že zdaj so pa velike čakalne dobe. Predstojnica oddelka pa medtem miri, da stanje ni tako kritično. Jaz tega odziva ne razumem, podoben mi je noju, ko daje glavo v pesek. Specializanti so še kirurgi, ki se učijo, večjih posegov ne morejo delati samostojno. V Združenju za maksilofacialno in oralno kirurgijo dodajajo, da so sicer pripravljeni iskati rešitve. Očitke, da naj bi nekateri zdravniki na oddelku umetno ustvarjali čakalne dobe, da bi odšli v zasebništvo in pridobili koncesijo, pa medtem odločno zavračajo.